Vsak kozolec nosi več zgodb. Simončičevemu toplarju na Bistrici pri Šentrupertu je s pomočjo občine Šentrupert in etnologinje Alenke Lamovšek novo vdihnil Sebastijan Popelar. Simončičev toplar je eden najlepših kozolcev v Sloveniji, izdelan v prvi polovici 20. stoletja po naročilu lastnikov pod tesarsko roko Janeza Gregorčiča. Danes ne služi več svoji prvotni namembnosti, postal pa je galerija na prostem, ki obratuje od četrtka do nedelje od 13. ure dalje. V bistvu se je začelo leta 2010, ko sem imel tukaj prvo razstavo slikarsko. No, odziv je bil dober, obisk je bil takrat, mislim, zadovoljiv oziroma presenetljiv. Tako da me je vleklo nazaj, pa sem se tukaj ustavil in enostavno sem dobil nek občutek, da kozolec čaka na nove vsebine oziroma na stare mogoče. Tako da smo res potem je prišla ideja za to Toplart galerijo. Enostavno sem hotel postaviti za malo dlje časa. Takrat smo bili leta 2010 tukaj 9 dni, tako da zdaj bomo tukaj do konca oktobra. Fotografije, predstavljene na razstavi, so nastale na podlagi želje po dokumentiranju vzpostavljanja same galerije na prostem. Avtorja fotografij sta Lamovškova in Popelar. Fotografije pod kozolcem, katerih vsebina je priprava tele Toplart galerije, se tukaj predstavljajo z razloga, da pokažemo, kako smo se lotili, kako se je Sebastijan lotil tega projekta, kako je odeval mrvo, kako so potekale vse različne akcije v okviru tega projekta. Na ogled je 24 fotografij, 3 od teh so od Sebastijana, ostale so moje, on je delal, jaz sem fotografirala. Sicer pa bo vse do novembra na ogled več razstav. Do novembra bomo pripravili 4 razstave oziroma 4 dogodke, ta današnji je prvi. Samo galerijo sem štartal že 23. junija, ampak stvar bo delovala tako. Danes je prvi dogodek, ga odpremo in je na ogled do nedelje. Naslednji dogodek je sredi avgusta, naslednji dogodek je sredi septembra, naslednji je sredi oktobra. Torej, vsak dogodek bo na voljo 4 dni za ogled, vse ostale vikende tukaj ponujam slikarsko razstavo na ogled, ki je tudi prodajna. Sama postavitev galerije je potekala dokaj hitro. Po vdevanju mrve in postavitvi tabel so pospravili pod kozolcem in obesili prve fotografije. Poleg teh pa je velika zanimivost tudi kozolc sam. Sploh zdaj zaradi tega parka pridobiva tudi ta toplar. Seveda se ga omenja in ja, obiskovalci hodijo tudi kozolc gledati. Mogoče ne pridejo vsi samo slik pogledati. Tam je tudi recimo predstavljamo nov vestnik o tem kozolcu, tako da ga listajo, je interesanten, tudi kot galerija zdaj. Kozolci na Slovenskem predstavljajo del bogate kulturne dediščine, katere ohranitev je odvisna tudi od dogodkov, kot je bil ta na Bistrici. Razstavo je sicer odprl predstojnik oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Univerze v Ljubljani, izredni profesor dr. Vito Hazlar. Vsak dogodek, če je seveda dobro premišljen, če ima neko repa glavo, kot rečemo, je primeren za to, da se prispeva k nekaj ohranjenju kulturne dediščine, seveda tudi v našem primeru kozolcev. Jaz sem prav navdušen nad tem postavitvijo. Vidite, vse imamo seno, ki ga lepo vonjamo, in slike, to je vse možno. Vse in na kozolcih ni rečeno, da se tudi v preteklosti nekaj dogajalo. To je neka vsebina nova, zelo premišljena in povsem ustrezna. Ob tej priložnosti so predstavili tudi vestnik Kozolc na prepihu časa, delo Dušana Štepca in sodelavcev, ki je posvečeno predstavitvi Simončičevega toplarja. Ja, dolg časa smo čakali, da je prišel na plan. Zgodba se začela že 2008, takrat so bili nastavki narejeni in pol je trajali in zdaj smo tle. Je pa to tej zbirki vestnika je v bistvu to edina številka posvečena recimo kozolcem ali pa bolj kmečki arhitekturi. V Toplart galeriji bodo sicer to poletje intenzivno menjali vsebine. Odprtje naslednje razstave je predvideno 9. avgusta.